Draga, zmenek. O, a že, čak, sem še v Han noter dobim. Eko, pa sem. Tole pa tako lepo može, kaj, končno spet. Končno. Da vidim, kaj se pa pravi. Tole pa bo dobro. Ti veš, tole mi je pa kar všeč. Veš, Ja. da se nam še navadila. Joj, daj ne govor. Pred parimi tedni, tole je bilo pa čista norišnica. Vdor tele službe in šole v tale naš dom, tole je bilo grozen. Se mi zdi, da smo postali kot bojno polje, javna ustanova, vse v enem. Ja, ne moreš 2 službe od doma, pa 3 šoloobvezne otroke, pa še enega vrtca naenkrat furati, brez kakršnih koli stresnih situacij. Ampak tole res paše, veš. Veš, meni je bilo toliko težko v tem času. Se mi zdelo, da nič več ni bilo tako, kot smo prej bili. Ni bilo časa, trenutka zase, ni bilo tistega miru, ki sem ga zjutraj imela, da bi brala svet pisem. Tudi jaz sem pogrešal svoje trenutke z Bogom, tiste pol urce zjutraj v avtu, mir, priklop, oborožitev za težo dneva. Ampak veš, kaj sem vesela? Ker to je bilo res težko, tiste 3 tedne, joj. Prvi teden je še nekako šlo, počitnice, ampak pol na polno šola, službe obene, ne, tole je bilo pa. In pol, ko je Jana Podjavorškova dala končno tisto dobro idejo, da bi imeli svetopisemski pasijon, duhovne vaje preko veš, to je bil pa po moje prvi preboj. Zagotovo. Ampak meni je še zmeraj bil najlepši tisti trenutek, ko smo na veliko soboto zjutraj zakurili pred hišo ob naši kapelici in vzpostavili e-povezavo z najinim župnikom in smo naredili blagoslov ognja. Tam se mi zdi, da se je to je bil res faca. Tam se mi je zdelo, da se je začela ta pravo vstajenje, ta prava. Ampak je bil res župnik faca. Žegan preko Vibra, odlično. Veš, kaj pa meni veliko pomeni? Ker tele pajkice pa vse skupaj imam občutek, da mi oblačila niso več, veš, tako prav, kakor so bila včasih. In da potem, ko se za kmašen oblečemo za ob nedeljah, pa gremo na kavč na sveto mašo in potem ta lep kraljevski zajtrk in v lepih oblačilih še na sprehod, da res proslavimo tole nedeljo, Ampak seveda na sprehod samo 1 kilometer po makadamu, ker verjetno, če bi šla še v vas, bi naj vsi čudem gledali, kaj je z nami narobe. Si sploh ne morem predstavljati, kaj bi si mislili, če bi nas videli, ampak v redu je. Mogoče, ni nujno, mogoče bi pa to dali za vzpodbudo, mogoče še komu misliti, mogoče bi bil to dober vzgled, da bi še nekdo se drug odločil, no. Nisem prepričana, da bi riskirala to. To bi bilo, mogoče, evo, v nedeljo, če ne upadu, daš, še dobro smo pa tašči na kosilo. Ne bomo probali. Ampak, veš, se vas sprašujem, kaj misliš, oktobra? A bo spet tale dižal plesni večer, Zagotovo bo, če sva obljubo, morava obljubo držati. A veš kaj? Če ne drugač, bomo plesali v maskah. Si predstavljaš? Tako kot one poroke, ki imajo vse lepe maske, ne vem. Kaj pa, če pa ne bo šlo drugače, pa kar plesni večer. Ti už DJ-jaš pilu, oni si bojo takole pripravili lepe kozarčke, pa še eno večerjo ali pa sladico si bojo skuhali. 3 svečke. Evo, pa je. Zmenjen. Veš, kaj me pa še zanima? Kaj bosta Dani pa Vilma danes večer povedala ob zaključku prvega tega seminarja
kako je že, Pomagajmo nositi tako. bremena drug drugemu. Ha? Ja, to bomo pa sam tisti vedeli, ki smo zraven. Odlično.